Če zdaj rečeš ruski umetnik, Ja, na prvo plat ni pride Tolstoj in Dostojevski, Ja. pride to, kar dogaja. To je res, ja. To je res, zato če prislonim majhni piskrček zraven, sem vesela, da sva v družbi skupaj zdaj, v tem času, neobremenjena, svobodna dva človeka. Odlično. Generalni pokrovitelj intervjuja je AC Sport d.o.o. Moj gost je sodobni vizualni umetnik Vadim Fiškin, Slovenijo zastopal na Beneškem bienalu, razstavljal po celem svetu, New Yorku, Moskvi, skratka, da ne razlagam največje galerije po svetu. Vadim, dobrodošli. Hvala, hvala. Ali ste me skoraj sem imela na jeziku, ne? Da bi rekla ruski umetnik, ne? Pa niste, vi ste v bistvu Slovenec, v Sloveniji že od 90-ih let, po rodu pa Sovjetska zveza. Sovjetska zveza. To pa najbolj natančno opredelitev, ki je pa rojena. Ja. Pa kako vam je glede tega, če vam zdaj rečejo, ker znamo mi posplošiti, ruski umetnik v Sloveniji, vi ste pa tu že od 90-ih let. Kako vam je? A vas to užali? Kako je s to nacionalno identiteto vašo? Ni bi rekel, da to užali, ampak to ni drži za bistvo, ker ga zastopam. Ni glede na to, da nasplošno to je zelo vprašljivo vprašanje za umetnika nacionalne identitete. To ponavadi športnikov jasno pripeljejo pod nacionalne državne zastave. Umetnik ponavadi bori za neko individualno stališče. Jaz kot nekdo drug. Ni rečem, da vsak umetnik, ampak mislim, da to je to, kar umetnik želi izpostaviti. Da on odgovarja samo zase, ni pa za veliko skupino ljudi. Ni glede na to, da če strinja ali vodja ali ni vodja. In potem res vprašanje, kako opredeliti nacionalno identiteto. Seveda to prihaja od zunaj ponavadi. Zato, ker mi navajeni, da olajšam sebi oznako. Kako na hitro povedati? Ja. V dveh besedah ne razložiš, kaj umetnik dela, pa kaj on izraža. To rabi čas. Ampak nek etiket pomaga. To je že kar sodba. V bistvu, če bi zdaj rekla ruski umetnik, to je zdaj že kar neka sodba, ne? Ja, ja. In tukaj pa težko, zato ker bil zelo vesel, da je prišel v Slovenijo in začel govoriti, da sem slovenski umetnik. Razložim, zakaj. Ja. Rusija je zelo velika država. Ja. In s tej oznakoj lahko tvoja identiteta prideš samo že pred taboj. Ni še poveš niti besede, ampak že imajo nekaj v glavi ljudje, kaj ti predstavljaš. To od zgodovine Tolstova in Dostojevskega in Čajkovskega do babušek perestrojki in to je vse, kar katali pred taboj. In rabiš veliko več truda, da dokažeš, da ti je drugačni, da ti je oseba, ki izraža neka svoje stališče. Sloveniji pa bilo zelo boljš, zato ker nima take pritlagi. Ja, mi smo pobremenjeni obratno z majhnostjo. Jaz si pomislim, če bi šel v svet in bi za mano stal Dostojevski in bi za mano stali veliki ruski umetniki in znanstveniki in astronauti, da ne govorimo o raznih ezoteričnih društvih in krogi in tako naprej, ne? A ni to bogatstvo, recimo? To je seveda kultura, vsaka kultura je bogatstva. Ampak spet ponovim, da želi umetnika, da predstavlja sebe. Ja. In ful laže, da če začneš od sebe, potem pa nasloniš na to bogatstvo. Posebej te identitete spremenijo tudi časovno. Če zdaj rečeš ruski umetnik, na prvo plat ni pride Tolstoj in Dostojevski, pride to, kar dogaja. To je res, ja. To je res, zato če prislonim majhni piskrček zraven, sem vesela, da sva v družbi skupaj zdaj, v tem času, neobremenjena, svobodna dva človeka.
Moj predsodek, bom rekla, ali pa nek kliše, nekega umetnika, bolj kot je uspešen, bolj kot je umetniški, artističen, ne, kot radi rečemo, bolj si ga predstavljam kot samotarja, umaknjenega v nek svoj svet, kjer čaka na ta navdih in potem ustvarja in takrat ne ve za okolico in ne ve za čas kosila in tako naprej. A je ta predstava za vas zelo zgrešena? Ni popolno, ni popolno. To, kar pozabi na svet trenutka ali za kosilo, to je čisto normalni del obsesije ustvarjanja. In mislim, da to je zelo pomemben del umetnika. Da mora biti na nek način obsesiven, drugače ni jasno, zakaj pa to počne. Po drugi plati osnova tega, kar povedali, da to odstranjeno od sveta, to je pa zame dosti zgrešeno, zato ker не je не odstranjeno od sveta. In dobro to zavedati, da tudi če svet, kjer ga umetnik poskusi narediti, bo povezan z zunanjim svetom. In te odnose med notranjim ali izpostavljenim svetom umetnika in zunanjim, to je ta osnova in ta baza soodnosov, kjer kreira umetniški odnos. Ja, vi imate Instagram, recimo, ne? Ja. Instagram profil. No, to je za kakšnega kot drugega resnega umetnika, bom rekla, slabšalno. Tam na Instagramu zdaj vsi se nekaj pokažejo, vsi bi nekaj radi bili, mi umetniki pa smo, ne? Mislim, to je prihaja iz nekega drugega obdobja. Nažalost, res umetnika živi v svetu in ta romantična ideja, da umetnik ustvarja svoj svet, potem pa njega odkrijo, pa bo začudeni, kako pa ni poznali ta svet. Mislim, da to je res zgrešena ideja. Tudi v prejšnjih časih tega ni bilo. Poznamo čas renesansa, kdaj je osnova umetniškega ustvarjanja bila tudi na komunikaciji pred svetom. To je zelo pomembno. In glede na to, da meni posebej zanima umetniški jezik, kako razvija umetniški jezik, kako sebe izraziš v umetnosti. Jezik ne more razvijati v samotarjenju. Jezik razvija v komunikaciji. In zato pa rabiš refleksijo do sebe. Kdaj pa seveda sam proizvajaš to refleksijo, če nimaš nikoga zraven. In to v resnici, to je vsak umetnik ve, da prvi gledalec to on sam. Pa moraš izpostaviti nek odnos med svojim drugim. Ja, pozovalcem. Ampak seveda pomembnejši odnos pride od zunije. In na bazi tega razviješ tudi svoj jezik, razviješ, kako komuniciraš in to je neka skupno telo. Tako da Instagram zame ni samo promocija, kar moramo priznati v današnjem času, ni izogibno reči, tudi nujno, ampak tudi način komunikacije. Dobivam odzive, dobivam neko občinstvo, tudi ni nujno, da je velika ali malo, ampak je neka gledalnost. Po drugi strani rečem, da Instagram to je moje edino socialno omrežje, odločil zato, ker zelo skeptičen v verbalni komunikaciji. In v času, da je nastal Facebook, mislil, kako bo jaz našel čas na vse te opombe, po komentarje odgovarjati. Če pa ne odgovarjam, meni malo sram, da ni vljuden. Tako da na nek način priskočil Facebook, da je pa prišel Instagram, mislim, ja, to pa bolj zame, to je samo slika, pa najmanj 10. Slika, ja. Vi ste kot umetnik znani tudi po tem, da v bistvu vas zanima tudi znanost, da ste raziskovalec recimo nevidnega sveta, da spajate v bistvu umetnost in znanost. Povejte, na kakšen način, kako... Ja. Bi rekel, to zelo močna beseda o spajanju umetnosti in znanosti. Ja. Jaz pa v resnici amater. To, kar mene zanima v znanosti, to je želja po razmišljanju, želja po znanju, želja po razumevanju. In to mislim, to je kar sorodna umetniškemu načinu. To je ista želja, pa razumeš nekaj neznanega, odkriješ nekaj nevidnega. Pa kaj recimo, mislim, kaj je to? Gravitacija? Kaj je levitacija? Kaj... Veste kaj, tukaj bi začelo to troških čist sanj.
za otroka veliko znanstvenih načinov, če grejo otroci v hišo znanosti. Ali to pa eksperimentov. Hiša eksperimentov, točno. To izgleda kot čudež. Potem pa, kdaj to razloži, ko ta magičnost dogaja, ta moment za me najbolj čudovit, da čudež postane jasen. Ampak ni razloženja ga do konca, zato ker to pripelje nek drug čudež, kjer moraš še sam razumeti, še sam razložiti. In to najbolj pomembno, ta metodologija, brezkončne želje do razumevanja povezave s tej znanostjo. In seveda, nikdaj ni rekel, da tekmujem v znanosti s mojim odnosom do znanosti s strokovnjakami. To je zelo specializirana pa natančna disciplina znanosti. Moraš biti zelo not tega in še ustrajam, da jaz sem amater, ampak tako fasciniran znanostjo, da pridružim na vseh možnih načinov. Jaz se zato me zanima, prav ta, bom rekla, amaterski princip znanosti me še bolj zanima, ker vi ste v tem pogledu svobodni pri raziskovanju. Sej, ne, do kakšnih uvidov ste prišli, recimo glede, a greva lahko kar do konca, glede Boga? Tukaj bi rekel, da do zdaj ohranim neutralitet do tega odnosa, ampak naprimer Theodor Adorno ima izraz kot aesthetical spirit. To je nevidna povezava vsebine in pojave in forme. In to je najbolj zanimivo. To je seveda nevidno, ampak obstaja. In te odnose mene najbolj zanimajo, kako forma vpliva na nastajanje vsebine in obratno. In seveda neviden svet, to je zelo simbolično vprašanje, zato ker on ne viden samo z enega kota. To je znanstveniki zelo dobro poznajo, da v enih pogojih tega ne vidiš, v drugih pa pogojih vidiš. Če poenostavim, brez znanosti kot zvezde. Zdaj, čez dan mi jih ne vidimo, po noči pa vidimo, ampak to ni pomen, da ne obstajajo. Da niso, Tako da jaz ustrajam na tem malih, zelo skromnih odkritjih, kjer je nekaj spremenil v poznanju, v razumevanju. In to je mi najbolj fascinantno, da človeku predlagaš neko drugo okolico, nek drug pogled, katere omogoče nov način razmišljanja. Ja, kaj pa to, ko ste rekli, recimo, ko ste rekli ta obsesija, recimo, ta umetniški trans, umetniški zanos, bom rekla, ko res pozabiš na vse, ne? Čutite to moč, prisotnost nečesa, posvečeno stanje, ki se kar zgodi, ali imate kakšno metodologijo, kako do tega pridete? Se mi zdi, da to je eno tako stanje posebno, vzvišeno, bom rekla. Ni bi rekel, da to vzvišeno, zato ker to lahko vsak doseže, samo nikdaj ne veš, kdaj to dosežeš. Tako kot enkrat meni vprašali, kako pa jaz naredim svoje delo. Rekel, jaz slišim glasove, samo ne razumem, kaj oni mi rečejo. Tako visok pič, da potem se sam moram razumeti. Seveda obstajajo momente, kdaj prideš do kakšne ideje hitreje, kdaj pa dneve in dneve grejo v prazno. Ampak ne vem, kako to organizirati. Ne vem, s kakšnim instrumentom to povzročiti. Mislim, da to je konstantno pripravljenost notrinja. Konstantna pripravljenost in odprtost za razumevanje. In ni recepta tukaj. Ja, ni recepta, to je najboljši recept. Ni recepta. Kjer bi radi spravili, kot znanstveniki radi delajo v škatlico, v metodo, v neko tehniko, že gre, že ta magičnost oziroma ta... In veliko krat dogaja, da delaš na ene ideje, trudiš, pociš, matraš dneve in dneve, pa vidiš, da to ni prava. Ampak med tem trudom pride ena iskrica, ker je zelo lahka in odgovori na vse vprašanje. In tudi lahko nič ni povezano s tem, kar delam prej. To je ta proces. Vse veste, kako rečejo, medtem ko mi delamo načrte svojega življenja, se tisti gor smejijo, ne? Ja, lahko da tako, ampak ne vem, kako to dogaja. Ja. Tudi na nek način
размышляем о те соответственности индеяний и объектов, спеть можем наслонить на материальность. Тут на материальность невидного, как от звезды, которых не видим, то обставим, то понад прихая интуитивно, а пак можешь потом утемелить. И то это момент уметника, который утемели то, как пришло из невидного. Туки понават насланям на моего наилюбшего знанственника, в ресницах который исходит из космизма, тему рекли русский космизм, Александр Чижевский. Им, че бы рекли знанственник, бы не бы имели прав, зато не остро оквирен в tej дисциплине знанственной, нему речь дай философ, тут не следи академской философской доктрине, им тема рекли мыслец. Мыслец. И он в своих часах ключна беседа за него размышление была одвисность. Да все одвисно от всего. Relativnost. Не, одвисность чисто физично. Я одвисен от цього стола, от цієї лучки. Само прошання, како вплива на друга. Некі створи впливають веч, некі поман. И чисто по линейному размышлению пришел до того, да на человечество солнце вплива найвеч, зато картое найвече тело в нашей ближине. И то, как знає езотерика, али преэзотерика же видела да, впливание солнца на человеческое живление, на психологию, на войны тут. Он пробовал, поскусил доказать с чисто материальными израчунами. Первич припелил статистику, например, код знанственность, нардил статистичные диаграммы за 100 лет человеческого оживления, который повязал с диаграммами эксплозии на Солнце. Он видел да все великие догаяния на Земле, код революция, эпидемии, все повязаны с некими избрюхами на Солнце. Он открыл particles, какой элементы, чему рекал Z-радиация, которые бомбардируют Солнце Землю в часу эксплозии. Веч бомбардируют, да, этих эксплозий нема. И с тем разложил целое живление, он пак называл материальный начин. Им не важно, а то побери эзотерично знание, интуитивно, менее поболь за ним, како не оставить на тем сприеманию эзотерично, како нардить энкурак напред, да пробуешь разуметь, поразложить, потом там брескочно веригарата. И он был привеч, только материалистичен, да был привеч материалистичен за советскую доктрину. Когда нега такой, когда в Нью-Йорку нега огласили за founder of heliobiology, то есть новознанственность была, был в кратком напотен в ГУЛАГ. Сталин, зато то было привеч материалистично. Привеч материалистично. Не следило идеологическим доктринам. И та начин прескончной жели до разумения закай, како дагае, то е та мотосила, кера mislim zelo pomembna. A ste sami pri sebi prišli do kakšnega še koraka dlje v tem vidu, če sva zdaj v Soncu, recimo, kaj vpliva, se pravi, ali imamo potem sploh kakšno svobodno voljo oziroma vlogo pri tem odnosu in pa kaj stoji za Soncem, saj Sonce pa tudi ni edino telo, edino kozmično, ne, svetilo telo. Pa največje v našem univerzu. Ja. Mislim, govorimo še o drugih galaksijah, govorimo še o... Не, то je zelo zanimivo, te drugačne svetove zelo zanimive in seveda to je tudi vodilna sila vsakega umetnika, da najde drugačen svet in odnos s tem drugačnim svetom izpostavi. Ampak jaz ne vidim svoj, kako bi rekli, misij v tem namenu, bi rekel, zelo skromen. Tako kot eden od mojih najljubših pesnikov enkrat povedal v intervjuju Daniel Harms, jaz sem isti kot vsi, samo malo boljši. Tako da nimam ideje, da umetnik mora biti neka misija, da kjer reši svet. Seveda to je poprečno spremeni svet na boljši ali na slabši, ampak to je zelo patetična izjava, ker je tudi posploševalna. Tako da jaz probam to, kar znam boljš,
делам то. Ja, ja. Enkrat sem videla sem v tem balonu, v Postojnski jami ste imeli en poskus. Kaj ste tam delali? Ага. To je zelo dolga in zanimiva zgodba. Jaz pa imel eno risbo že prej, balon v jami. In to narisal še 30 let nazaj. Ni bil ni enkrat niti v jami, niti balona ne videl, ampak zame oba bili zelo fascinantne svetove. Ja. Da je prišel v Slovenijo, hotel, da takoj grem v Postojnsko jamu, da vidim ta fascinantni svet. Potem pa neko razočaranje sledilo, moram priznati. Da šel v jami in videl te čudovite naravne Stalagnite, stalaktite, človeška ribica. in prišel ven čisto s obratne ideje, da vseeno mi je zelo pomembna in bolj fascinirana, kako človek postavljen med temi svetovami, kaj človek želi narediti, njegove želje. Potem pa ta balon je postal ta človeška želja, da pridi iz okvira, ker je že jasno viden kot okvir. To je ta balon, ker podpira že staro človeško željo k letenju. Po letenju. Ja, to so te baloni, ne, ki se dvigujejo. In narava, ker je že omeji njega od začetka, to je ta jama. In ta brezkončni poskus, to v jami ta balon šel gor pa dol, ta koncertna dvorana v Postojnski jami, mislim, da 40 metrov visoka, balon pa 16 metrov, tako da imeli 16 metrov potovati gor pa dol, pa ni prišli ven. Ampak želja pa Kakšna žalostna zgodba, kakšna žalostna zgodba, v bistvu tam, mislim, če tako pogledaš, recimo to ujetost, ne, se ste na fizičnem nivoju jo dokazali, ne, v resnici vsi rečejo, recimo, če govorimo tudi o zgodbi Jezusovega vstajenja, ne, se vsi zdaj vejo, da je to vstajenje duha, da je vstajenje ta notranja svoboda, ki jo človek doseže in ko jo dosežeš, ne rabiš več leteti fizično. Vi ste tudi... Vas je ena, ne vem, kritičarka ali kaj, brala sem neke te recenzije vašega dela, označila kot raziskovalca angelov. Mislim, to je pa tudi zelo zanimivo, moram reči, spiritualist in raziskovalec angelov. To je pa vrnimo nazaj na 30 let, da je to zgodilo, da je v mojem delu bil zadnjič neka oblika angela, potem pa ni uporabim, ampak to oblik to, kar omenili, da ta fizičnost in bi rekel metafizičnost. Tako materialna metafizičnost, kako to združiti, kot v balonu. Seveda fizičnost je omejena, ampak s tem poudarim še enkrat obstoj metafizičnosti, ker je neomejena. Ta želja, da bi prišel ven, neustavljiva želja. In v tem primeru angeli zame bili ista pojava kot neznane svetove, kot neka želja, kot neka upanje v obstaju tega in kako to raziskavati. Ampak seveda, jaz ni imel s tem nekakšnega načina resne raziskave, uporabil to kot metafizični simbol človeške vere pa želje, zato pa zraven angelov pojavili tudi sodobne pojave nevidne kot UFO in se pravi, leteča plovila, ja. Po drugi strani moram priznati, da 30 let nazaj res te angele pojavili, jaz pa zelo izogibam zdaj teh objektov, ker bi lahko simbolično bili zelo vplivni. Močne simbole. Da je že pripeljal na nivo klišeja, banalnosti in potem pa kopaš v tej banalnosti, pa najdeš avtentičen način, ker je ni banalen, ker je bolj močen. To mene zanima. Če pa ostane na nekem simboličnem mednivojem, potem pa poskusim izogibati v umetnosti simbolizma. Glede na to, da ste toliko časa že Slovenec in živite v Sloveniji, bi vas vprašala še, kako se vam zdi, da Slovenija podpira umetnost, recimo v tistem času, ko ste prišli iz Sovjetske zveze in ste najbrž imeli neko vizijo, neko upanje, kaj boste kot umetnik tu v tej državi dosegli in tako, in kako zdaj po 30 letih ali koliko že gledate ta razvoj? Ste pozitivno presenečeni, razočarani, kaj se... Ja. Z veseljem bi rekel o pozitivnem presenečenju, ampak ne moram.
v času, kdaj je prišel v 90 in ostal in postal slovenski umetnik, to je bila ni mogoče euforija, utopična euforija vstopa v nov svet. Moram povedati, da je prišel zaradi povabila Dragana Živadinova in bil na njihovej ambasadi v Moskvi. Ta ideja nove države mi je izgledala tako utopično, tako fascinirana. Prišel v Slovenijo, videl, kako umetniška scena razvije, kakšen impuls ima ogromen. In to me je zelo zanimalo in z veseljem pogovarjal o umetnosti v Sloveniji. Tudi o slovenski umetnosti mogoče zdaj veliko večjo v sodobni umetnosti kot o ruski, kaj dogaja v Rusiji. Ampak v vseh teh letih videl, da ta entuziazm ima zelo omejeno obdobje. Ta entuziazm, ker je prihajal od umetnikov, s nekaj seveda podpore infrastrukture, ampak infrastruktura v teh letih ni razvila. Entuziazm pa ima zelo jasno mejo. In v teh 30 letih bi rekel za Slovenijo neke generacije, ker imeli velik potencial, bili zgrešene. Bili zaradi, bi lahko rekel, načina provincialnega odnosa. Provincialnega. Zato, ker v 90-ih Slovenija glih prišla v neprovincialni odnos, bila odprta, bila pripravljena živeti v svetu in še v večjem svetu. Potem se je te leta infrastruktura bremzala na istem pogonu, ker je bil že izpostavljen, kdaj pa še zgubljala malo olja ali naboja. Ognja. Ja. Potem pa razvoj umetnosti mora razviti neko infrastrukturni opremo. Seveda to še zdaj vidim, da kako dobro slovenski umetniki ustvarjajo in prodirajo, ampak to je vse na individualnem. Ja, kako imamo spoštovane slovenske umetnike po celem svetu. Na individualni naboj. Nažalost, infrastruktura ni naredila svojega. Ja. In tu ne morete reči globalno, da je umetnost prezrta, nepodprta, recimo tudi tako internacionalno. To je bolj opažate v Sloveniji, ker vi ste vpeti v svet, ne? Ja, umetnost seveda sodobna umetnost, svetovni sistem, ker je naslanjen na notranje, lokalne, kako bi rekel, odbojne deske, jaz jedno rečejo tako, tam, kjer je opreš, kjer je naslanjen na lokalne temelje. Ja. In tukaj vidim, da države, kjer razumeli pomembnost svetovnega sistema, naredili veliko več. Rečemo, v istih časih Poljska, Češka, naredili v infrastrukturi, v inkorporiranju v svetovni sistem veliko več kot Slovenija. Ampak spet pogovarjam o sistemu. Ja, ne o posameznih umetnikih. Zato, ker svetovni sistem ima neke svoje inštrumente in regulatorje in če želiš biti znotraj tega sistema, moraš s njimi sodelovati ali upoštevati. Ne moraš kar po svoju ustvariti ta sistem, kar veliko dogaja v Sloveniji. In to samo provincialna omejitva. Ja, mentaliteta pravzaprav, ne? Pa ne vem, če osebno gledam, eden ne želi biti provincialc, vsak misli na svet, pa potem pogledaš celotni infrastrukturni sistem umetnosti in pride na zelo omejeno črto. Ja, kje se pa potem zatakne po vaše? Jaz sem mislila, da je to mentaliteta, ne? Kaj bi pa vi tu rekli, da... Mislim, da to je nek strah prišel pred svetom, da bolj varno počutje v lokalnih kriterijah, v lokalnih pogojih. To je veliko lažje ukvarjati s lokalnimi kriterijami kot večjimi. Strah, ja. Ja, zato, ker drugi kriteriji lahko podrejo te, ker že tukaj zgledajo utemeljene. No, glede na to, da ste omenili svet in moderni čas in to, ne moram mimo vprašanja o NFT-ju, ne? NFT je zdaj pač neka digitalna, nek delček digitalne umetnosti. Kako pa na to gledate? Mislim, poznate seveda ta koncept? Je pa tudi že v Sloveniji prisoten. Ampak ni tako dobro, da bi veliko povedal o tem. Ampak glede na to, da meni umetnost skozi zanimala kot ideja na prvem planu, ni pa kot kraft. Mislim, da
та приступ дигитальной уметности, ке идея оригинальна, реплика по ней помемна. И то меня на зачатку фасцинировало в tej дигитальной добе, да не ведь копии на оригинала, идея во всех примерах остане оригинальна. В NFT виде по саму коммерциальную подпору тега начина да продаешь идею. То seveda dobro in mislim, da to je bolj tržna ekonomska panoga. Ampak во всех примерах, če potrdi vrednost ideje, to je dobro. Ja. In mislim, kaj to pomeni za umetnost, recimo nekdo, ki je pač čisto ekonomsko usmerjen, ali mu to doda kaj občutka za umetnost tudi, ali ne? Mislite, da je to tako bolj? Čim več umetnosti pride v širši svet, tem boljše. Ampak tudi v klasičnem sistemu ekonomskem umetnosti ni vsak investor razume, da on ukvarja s umetnostjo, veliko kdo razume, da to je investicija. Tako da tukaj je nek balans, kjer je pricehtal v eno ali v drugo smer, ampak ni bi rekel, da to je samo ekonomska in nima nič s umetnostjo ali obratno. To je vsak umetniški sistem povezan s ekonomijo, ima veliko od investicij in ni pa od umetnosti. Kje ste pa zdaj trenutno, s čim se ukvarjate, oziroma kakšna vprašanja si zdaj zastavljate pri svojem ustvarjanju? 30 let nazaj ste si o angelih in o nevidnih svetovih, kaj pa danes? Bi rekel, da bolj v materialnem svetu, ampak v svetu materialne in nematerialnosti, to je svetloba. To že nekaj časa mene zanima svetloba, zdaj pripravljam tudi razstavo vezano na svetlobo, na pojavu. Svetloba fenomenalni pojem, ki združuje fizičnost in nefizičnost, in efemernost. Tudi znanstveniki še do zdaj ne znajo opredeliti, to valove ali delce. Zato, ker to je neko združenje delcev in valov. In to me zelo zanima, ta nedotakljivost pa pojava. To se pravi, to bi bilo v fizikalnem, kvantna fizika temu približuje. To je tam, seveda, jaz tega ni dotaknil, zato ker ni počutil. Ampak na nek način probam igrati s tej svetlobe, tej pojavi umetnosti, kjer pojavi v trenutku, pa ne moreš nje ujeti. Pa isto hitro lahko zgubiš nje. Ampak to delam se na igriv način, to ni raziskava. Ja, jasno. Se vi ste umetnik, niste znanstvenik, ne? Ampak znanstveniki tudi veliko delajo v igri. Tako za me najboljši primer te igre v znanosti, znanstvenika Andrej Geim, sovjetsko rojen znanstvenik, nizozemska, angleška, deluje v Manchesteru. On zanimivo dobil 2 nagrade. Ena Nobelova nagrada, ampak pred 10 letami naredil anti-Nobelova. Zato, ker ostaje tudi anti-Nobel award. In on je obe dobil? On obe, to je zelo redko. Anti-Nobel award to je neka satirična nagrada, ki je podeljena človeku, ki je neresno zafrkava. In on dobil to za žabo, zato, ker pogrundal, da žaba ima zadost v telesu statične elektrike, da lahko lebdi samo zaradi tega. In postavil žabo nad magnetom in žaba lebdela. Zato pa dobil Anti-Nobelovo. 10 let kasneje dobil Nobelovo nagrado za nov material, dvodimenzionalni, najstarejši material grafen. In to bila Nobelova. Ampak bral njegovo intervju in rekel, da on v svojem laboratoriju, tudi ima sodelavcev, nekaj časa, kdaj pridejo vse v službo, posveti igri. Da tudi grafen, tako da ukvarjajo sami ne vejo s kakšne ciljo, ampak igrajo s tem, kar okrog. Tako je grafen bil narejen, to je v resnici čiščenje svinčnika, šiljenje svinčnika na silotejp, da ni bi razprašil okrog. In ta ideja je pripeljala do razvoja najtežjega materijala grafena. Kaj takega? Jaz pa uporabljam samo prvi del igre. Jaz pa uporabljam v tej metodi samo prvi del igre. Do drugega dela resnih znanstvenih izrazov ne pridem. Pa se družite znanstveniki drugače?
S kom se kaj družite, recimo, pri tem, da bi dobili še več navdiha ali pa da bi se vam odpirale neke poti? S kakšnimi, mislim, ljudmi, profilom, bom rekla, ne vem, profesijami ali ni to? Ali je spet to samo ime priimek, Vadim Fiškin, brez umetnik, brez vizualni umetnik, brez arhitekt, v Moskvi ste tudi arhitekturo doštudirali. Je veliko s arhitektami, zato ker to pomeni socialna in forma združenja teh dveh funkcij, ker je zelo pomembno, zato ker predpostavljam, umetnost tudi ima svojo funkcijo, ker je velik del socialen. Veliko znanstvenikem tudi rad pogovarjam, zato ker ne glede na to, da kliširana podoba znanstvenika, to je znanstvenik, ki dela svoje natančne izračune, doma pa rad posluša klasično glasbo. To tudi obstaja. Ampak niso te znanstveniki vaši ampak prijatelji. mene zanima metodologija znanstvenikov, da oni poskusijo razumeti pa razložiti, kaj ti jim predlagaš kot umetnik na zelo metodološkem načinu. In to mi je ful zanimiva ta razlaga, kako funkcionira in zakaj. Naprimer, ne vem, imel eno delo Sisyphus elektronik in en fizik mi je rekel, to je fenomenalno, to jaz moram študentom pokazati, kako gravitacija dogaja. Ali če pogovarjam, enkrat s kemikom, ki je ukvarjal v svojem svobodnem času kot pirotehnik, delal fejrverke. In tako je našli skupni motiv znanstvenosti, da te nuanse pomembne. Tako kot v kemiji vsaka sekunda pomembna, kaj zgodi. In ponavadi kemiki pritežujejo, da obiskovalci ali konzumeri ne opazijo teh pomembnih nuansov. To, kar umetniki pritežujejo. Da koliko nuansov skriva eno delo, pa opazovalec ponavadi vidi največje, pa najbolj glasno. Mi pa tam vlagamo. Te efemerne nuanse meni še bolj zanimajo v umetnosti. Ni dotakljivost, da umetnost pojavi kao sama. Jaz v resnici samo poberem to, kar že obstaja. Samo moram zložiti v prav puzzle. Sej to, zdaj mi je prišlo na misel, recimo, ko ste rekli, ljudje opazimo te močne stvari, glasne ljudi poslušamo, ampak duša se izraža pa zelo tiho, še pet duše proti glasu ega, recimo. Zanimivo, da smo res tako nagnjeni k tem glasnim in bučnim stvarem in hitrosti in vsem tem, medtem ko je življenje usidrano še vse povsod druge. To je bilo moje upanje, da je nastala digitalna umetnost, da način digitalnega, to je največji izkoristek. To je iz najmanjšega dobiš največje. Tako kot vidimo, kako računalniki krčijo. Zdaj pa lahko narediš na tablice to, kar pred 20 leti ni bilo možno narediti na računalniku velikostjo sobo. In ta način, da največji notranji izkoristek v znanstvenosti najbolj zanimiv zame, zato ker predpostavljam, da umetnost tudi mogla bi igrati na tem največjem izkoristku, ni pa ekonomičnem, ampak da bi iz najmanjšega opazovanja, najmanjšega, najtišjega nuansa dobili najbolj pomembno sporočilo. Hvala, Vadim Fiškin, za ta res zelo zanimiv pogovor. Bo pokazala še kakšna vaša dela? Hvala vam, za povabilo. Saj vem, da imate še veliko za povedati, pa mogoče kdaj nadaljujeva z drugim delom. Hvala. To je bil preprosto Vadim Fiškin.